V preteklosti smo vstopnice za koncerte kupovali v trgovinah in jih v spomin ohranili v omarah v fizični obliki. Danes pa so se pravila igre spremenila. Da nam sploh uspe nakup na spletu, je potrebna predčasna registracija z veliko potrpežljivosti. Za take vstopnice so se potegovali tudi kolegi, glasbeni uredniki Jernej Vene, Tomaž Purkart, Jernej Sobočan in Andrej Karoli. Taylor do 72 ur pred koncertom je bilo vse v redu, ne, prijava, seveda, ne zato, ker jaz ne bi želel, absolutno sem se želel pogledati Eras Tour, ampak hčerka je še bolj dovzetna do tega in je ona počela vse, kar je morala početi, da je na koncu dneva dobila kode za nakup, bla, bla, bla. In ja, to je bilo v hiši, vse pripravljeno. Oasis te sreče na tak način ni bilo. Jaz mislim, da se tukaj težava začne pri tihih dogovorih, ki nikoli ne bodo oznanjeni, ne, javno, tako da bi lahko deklarativno rekel, da je šlo za nekaj, kar je moralno, ne pa tudi nujno legalno sporno, ne. Se pravi ta dinamično dviganje cen, ko ugotovijo, da so prodali vse po tem istim vstopnicam v naslednjem paketu dvignejo ceno, bla, 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 bla. Ampak na koncu dneva je zgodba v tem, ne, prodajajo se samo tiste vstopnice, ki so jih ljudje pripravljeni kupiti, ne. Se pravi, na koncu dneva ni predrage vstopnice, take vstopnice, ki grejo potem čez razne BCD spletne strani, ki niso, ne vem, niti avtorizirane, bla, 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 bla. Problem rata takrat, ko se izkaže, ko prideš, jaz te izkušnje nimam in tudi osebno ne poznam nikogar, ki bi to izkušnjo imel, da ob nakupu take vstopnice prek preprodajalca številka 4 prideš pred vrata koncertnega prizorišča in varnostnik svojim aparatom skuša poskenirati to vstopnico in enostavno ni veljavna. Ker je mogoče kopija vstopnice, ki je že na prizorišču, milijona razlogov verjetno rata. Se pravi, to je edina predraga vrsta vstopnice, ne. V smislu, ko si enkrat pripravljen odšteti, kolikor denarja zahtevajo od tebe, ne. Na čist načelni zadevi, a so, mislim, drage so, ne. Se pravi, predrage se jaz ognem tej definiciji, drage so, verjetno nemajhna količina ljudi, ki bi si res želeli nekaj videti zaradi cene ali pa načina, kako se te vstopnice prodajajo, ne more doživeti tega koncerta. To je žalostno, ne. Kaj več od tega pa ne vem, no. Ja, drage so, ja. Niso poceni. Jaz imam informacijo od mislim, da našega skupnega znanca, sicer mojega prijatelja, ki je včasih vodil Hard Rock Shop na Trubarjevi. On živi že 10 let, pravzaprav 20 let, da se popravim, na Floridi. In on mi je dal eno zelo pomembno informacijo, to, da Live Nation, ki je kupil tudi Ticketmaster, ima paralelno še eno firmo, kamor te vstopnice lansira in so potem te vstopnice se prodajajo po tem, kolikor daš, to imaš, ne. Kar pomeni, da te cene vstopnic iz par $100 potem dvignajo na par $1000, ne, kar je absurd. Se ti zdi, da je na izvajalcih, mogoče na tistih, ki delajo zakonodajo, da to spremenijo? Ker problemi so načeloma za enkrat v Združenih državah in Združenem kraljestvu. K nam te problemi dinamičnega načina prodaje vstopnic še ni prišel, ne? Jaz mislim, da je to vse na bazi pogodbe, ki jo sklenejo, recimo konkretno Live Nation. Se pa spomnim, pa verjetno tudi kolegi, ne, da Kid Rock je bil eden od tistih, ki je rekel, da ne bo nastopal, če ne bojo cene vstopnic za vse enake in po določeni ceni. Tako je. In je tudi to dosegel. In to po kar dolgoletnem boju, kjer je rekel, na moje koncerte hodijo preprosti ljudje,
iz kmetov, iz, ne vem, železarn in zato bo majica $20 in karta $20, konec. Če se ne motim, je podobno poskušala tudi zasedba Pearl Jam z tem, da se ločijo od Live Nationa. To je uspelo nekaj let zdaj nazaj. Kaj to pove v situaciji? Da se najbrž da, ne. Samo je pa trda borba za denar. No, vemo pa tudi to, ne, da starejši rockerji, ne, ki hodijo na turneje, se tudi vračajo v Evropo. Vemo, na koga mislim, da je tukaj only money talks, oziroma only money matters. Tudi za preprodajalce, ki jih je prej omenil Andrej, zadnje čase so vse vstopnice, ki jih kupimo prek spleta, personalizirane oziroma vsaj grozijo, da bodo personalizirane na vhodu. Se vam to zdi primerna rešitev, da se cena vstopnic ohranja nižja, se pravi, da ni moč preprodaje? Jaz mislim, da tukaj ne bo vplival na ceno vstopnice, bo pa samo preprečil preprodajalcem, da zaslužijo kakšen evro. Ne. Moja izkušnja je bila, se mi zdi, na Iron Maiden, na Roger Watersu v Zagrebu, da sem mogel pokazati osebno izkaznico, ker je bilo na vstopnici napisano moje ime. Vse to je pač na koncu, se pravi, pred samim koncertom je to stvar lokalnega promotorja, organizatorja, varnostne službe, če je deklarativno zahtevan, da morajo varnostniki to preverjati, pač preverjajo. Ne? In pol verjetno se zgodijo momenti, ko se ime na dokumentu ne sklada z imenom. In mislim, da v drobnem tisku nekje ob nakupu je deklarativno napisan, da če to ne bo eno z drugim, ti lahko organizator zavrne možnost vstopa. Ne? In potem, ne, a se boš jezil nase, na svojo naivo, v upanju, da ne bo kontrole, ali na preprodajalca. Mislim, preprodajalce svoj del posla upravo. Tist moment, ko ti je vstopnico prodal in si jo bil ti pripravljen kupiti, vedoč, da obstaja možnost, da bo nadzor na pri vstopu in pač si zvisu. Ne. Zdaj, kar se pa tiče, če lahko izvajalci konkretno vplivajo na dolgi rok na ceno vstopnic, jaz mislim, da je iluzorno pričakovati sindikalno gibanje v tej smeri, da bodo vsi zraven. Ne. Mislim, jaz verjamem, da en band, ki začenja svojo kariero, bo absolutno vesel, če bo lahko imel ceno vstopnice enako kot Pearl Jam. Ne. Vprašanje, če bodo imeli Pearl Jam željo, da bi imeli enako vstopnico. Ampak tukaj toliko deležnikov, od izvajalca do izvedbe koncerta, je vmes toliko deležnikov, ki tega ne počnejo zato, ker so fani, ampak zato, ker imajo podjetja na to temo. Ne, vsak pričakuje nek določen zaslužek, če že ne dobiček. Ne, še te dve stvari določimo. Ne. Tako da jaz mislim, da vstopenca manj kot za relativno velike glasbenike, globalno gledano, mislim, pod 80 € je iluzija. Ob tem, da so stroški življenja, kakorkoli kdo jemlje ta opis, ne, so narastali. Ne, in seveda bojo šle tudi vstopnice gor, ne, ker promotor ima enak strošek elektrike na enako velikem prizorišču, a proda 3000 vstopnic ali pa 13 000. Pri 3000 bo imel izgubo, pri 13 morda dobiček. Ampak ne, vsaj zravnali se bo. Tako da, kaj ima pa bend od tega? Veliki bendi, bolj ali manj skozi leta se praksa tako imenovanih flat feeov uveljavlja. Ne, se pravi, za ta bend je cena taka, garancija je taka, če me želiš imeti, toliko moraš plačati vnaprej, da sploh rečemo, da se gremo. Ne. Kako se pa pol deli zaslužek mora biti, to je pa še spet zgodba zase pa pogodba. Ne. V naslednji epizodi glasbenih debat se Jernej Vene, Tomaž Purkart, Andrej Karoli, Jernej Sobočan in Klara Zupančič pogovarjamo o visokih stroških organizacije koncertov, ki dražijo tudi vstopnice. Pridružite se nam čez teden dni.